srčnih tegobah, pa ne v ljubezenskih, nam bo tokrat nekaj več povedal specialist internist Andrej Vugrinec, zdravnik v zdravilišču Radenci. Simbol zdravilišča in Slatine, ki izvira v tem kraju, so 3 srca. Človek pa ima samo eno srce. To srce pa je potrebno varovati, če želimo dočakati zdravo starost. Naše zdravilišče je usmerjeno predvsem v kardiologijo. Imamo tudi fiziatra, rehabilitiramo nevrološke bolnike, bolnike po ortopedskih operacijah, ampak naše glavno področje pa je kardiologija. In bolezni, zaradi katerih k nam prihajajo pacienti, so predvsem bolezni, zaradi katere prihajajo predvsem koronarna bolezen, se pravi bolezen srčnega žilja, koronarnih arterij ali venčnih arterij, kot jih lepo slovensko imenujemo. In zato, da nastane ta bolezen, se pravi ateroskleroza koronarnih arterij, obstaja nekaj dejavnikov tveganja, ki jih bomo malo našteli pa pokomentirali. Zdaj tako predavanje, da dobite občutek, imajo tudi naši pacienti enkrat na teden, 2 tedna bivajo pri nas, nekateri tudi 3. Četrtek tisti, ki je dežurni, ima popoldne eno tako polurno predavanje za paciente, da jim nekako s preprostimi besedami povemo, česa se je treba paziti, kje se da kaj postoriti in kako naj preženejo svoje strahove, ne? Pa naj ne delajo neumnosti, kar je tudi pomembno. Me boste poslušali 20 minut? Boste morali, ne vse. Zdaj, kar je. Pa bomo najprej te dejavnike tveganja našteli, pol pa vsakega posebej malo pokomentirali. Jaz tako bolj pišem. Imam krasen računalnik, na katerem je odgriznjeno jabolko, ampak ga pravzaprav preziram, ne. Mislim, da ga že pol leta nisem videl. Tam je nekaj spravi. Lepše je tak. Verjemte mi. Spol. Hipertensio arterialis, arterijska hipertenzija, povišan krvni tlak, povišan holesterol, povečana telesna masa, večina ljudi reče teža, kar je narobe, stres, kik, ne, tole, kajenje, predvsem cigaret. In potem vprašam paciente, kateri pa najhujši, ne, te pa v glavnem rečejo, da dednost, mogoče je, ampak je pletena v mnoge od teh dejavnikov, te rečejo ženske alkohol, kar ni res, ampak diabetes, mellitus, sladkorna bolezen, hud dejavnik tveganja za žilne bolezni. Zdaj pa bomo vsakega posebej malo pokomentirali in povedali, kje so možnosti preventive. Starost je dejavnik tveganja, o katerem ni vredno kaj dosti razglabljati. Prvič vemo, da starost je verjetnost, da bomo zboleli ali pa da bodo žile slabše, da je to tveganje nedvomno. Zakaj pa nima smisla razpravljati? Vezanih ruku, kot lepo rečemo, ne? Nimamo kaj narediti. Človek se pač stara in največ vam je jasno na perenem človeku, kjerakoli žila v organizmu, ko je star 84 let, ni taka, kot je bila pri 14, ne more biti, ne. Lahko imajo eni tudi pri 84 še v redu žile, ampak pri 14 so jih pa sigurno imeli boljše. Tisti, ki pa pri 40 ima že malo načete, recimo zaradi procesov ateroskleroze, pa imajo pri 84 še verjetno zmerno ali pa bistveno bolj načete. Spravi starost, Bog pomaga, za vse enako. Ženske, moški. V rodni dobi so ženske relativno spodobno zaščitene pred koronarno boleznijo z visokim nivojem estrogenov. Estrogeni, ti hormoni spolni, so kar dober zaščitni dejavnik za žilno steno. Spravi, mlade ženske tam pod 40 letom so relativno redko naše gostje. Vidimo predvsem mladih moških, tudi starih, pa smo imeli že 18-letnega pacienta z infarktom, pa niso redki 35-letni, ženske niso pogoste. Enih 50 let nazaj so pa sploh bile redkost. Tako da bi imeli 30-letno gospo z infarktom je skoraj ni bilo, ne. Je moralo biti nekaj ekstra. Danes pa opažamo v zadnjih desetletjih, da pa tudi mlajše ženske obolevajo nekoliko pogosteje. Zakaj? Verjetno zaradi tega, ker so zgubile tisto tradicionalno vlogo gospodinje, ki je bila vseeno nekaj manj stresna,
kot pa kariero delati, pa še ostalo zraven, pa kadico začele, ne. 100 let nazaj ženske niso kadile, ali pa 200 let nazaj. So nekatere, tele tu gori, se pravi, kakve aristokratinje so malo jezile družbo, pa so vlekle pa dno, ne. Kakve pocestnice, po beznicah so popivale in kadile. Ena podeželjska učiteljica tu pri Sveti Trojici leta 1872 skoraj zagotovo ni kadila, ne. Moški pa vsi, če gledate stare filme, da ni moškega, ki ne bi imel cigaret, obvezna oprema tudi v prvi svetovni vojni v nahrbtniku, se pravi čokolada, cigareti, to vsi so kadili, ne. Ja, ali pa če gledate tiste lepe angleške nadaljevanke, ko je večerje konec, kam grejo ženske, grejo ven salon, tam malo klavir špilajo, pa nekaj čvekajo, moški pa grejo v drugi salon, kjer kadijo debele cigare in pijejo konjak. Zelo dobro. Ok. Potem, po rodni dobi, ko pa estrogeni strmo padejo, nenadoma v menopauzi, se pa nekako bolevnost in smrtnosti zanaša z moškimi. Tudi na ta dejavnik tveganja nimamo kaj dosti vpliva, tako da kar je. Se pravi, mlajši moški so nekaj na slabšem pred svojimi vrstnicami, v starosti se pa to nekako izenači. Tretji dejavnik tveganja, povišan krvni tlak, pa ima 3 lastnosti. Prvič je pogost dejavnik tveganja, je pomemben dejavnik tveganja in je dejavnik tveganja, na katerega lahko dobro vplivamo, se pravi tako, da zdravimo arterijsko hipertenzijo. Zdaj, kaj sploh je povišan krvni tlak, ali pa kaj je normalen krvni tlak? Normalen krvni tlak je tisti, prvič, pri katerem se človek dobro počuti, ker če se ne počutiš dobro, potem ni normalen, ne? In ki ni previsok. Previsok pa je takrat, ko je nekje nad 135 skozi 85 milimetrov živega srebra. Za koliko pa bi bil optimalen tlak, če bi si človek lahko zbiral, koliko bi bila ena povprečna vrednost, s katero bi živel, pa bi rekel, da bi rak imel nekje okrog 110 skozi 70. Je pa to kategorija, ki se gre gore dole, čez dan ob vznemirjenih naporih, to govorimo o krvnem tlaku v mirovanju, v umiritvi. Če naredite 20 skletkov, boste imeli takoj 180 ali pa 200, ampak nek krvni tlak v mirovanju ne bi bil čim nižji do neke razumne mere. Eni so čisto obsedeni s tlakom, eni kar cele zvezke teh meritev nosijo, vsak dan si ga merijo 3-krat, pol so pa zblojeni, včasih čute z mano nekaj narobe, jaz si ga zmerim 3-krat na dan, prej 1000-krat na leto in nikoli ni isto, ne. Si ga zmerim, pa je 120-80, ne pa če si ga čez 8 minut zmerim, pa je 128-84, to je nekaj narobe, nič ni narobe, to so vse normalna nihanja. Zdaj pa, če nekdo res boli za visokim krvnim tlakom, ga mora zdraviti. Na 3 načine, rečemo. Prvič, če je debeli, naj zmanjša telesno maso, se pravi naj shujša. To je dokazano, da pri debelih ljudeh več zdravil in višje odmerke rabimo za to, da tlak normaliziramo. Naš cilj pa je vedno normalizirati krvni tlak, ne glede na to, kako. Se pravi, končni cilj, ali z enim zdravilom, s 3 ali brez zdravil, bi radi imeli tlak nekje pod to vrednostjo. Poprečje, seveda. Zmanjšati telesno maso, zmanjšati vnos natrijevega klorida, se pravi kuhinjske soli, in pa jemati zdravila, terapijo, če je potrebno. Zakaj sol, ne? Če se česa slanega napokamo, kaj se nam zgodi, žejni postanemo. Potem se nabunkamo tekočine, tista tekočina gre tudi v žile, če je več tekočine v žilah, to pritisne na žilno steno in evo, ta pritisk na žilno steno, to je krvni tlak. Zmanjšati telesno maso, zmanjšati vnos soli, jemati zdravila. Zdravila so vsaj 5-6 povsem različnih skupin z različnimi prejemališči. Število preparatov je neskončno. Vsa ta zdravila so dobra, učinkovita in varna. Morajo pa pacienti vedeti, in tudi vi, če boste kdaj zboleli, da po vsakem zdravilu, od aspirina do ospena, kar čete, po vsakem zdravilu so možni kakšni stranski učinki pri določenem procentu pacientov. Take stranske učinke treba javiti in se potem terapija lepo prilagodi. Dostikrat pacienti jemljajo zdravila na ta način, da grejo lasje po konci, ne. Jemljajo polovične odmerke, ali nehajo jemati, ali jemljajo 2-krat več. Kaki sosed Franci mi reče, če te zdravile niso dobre, to reči ne jemlji. Jaz imam tu ene, ki so mi pomagali, pa zdaj mi reči tote, ne. Tega se ne počne, ne. Morate zdravniku, ki vas zdravi,
morate zaupati, ker če mu ne zaupate, je edina rešitev, da ga zamenjate. To se včasih sliši grobo in grdo, ampak tak pač je, ne. Če k nekomu hodite, pa mislite, to ti nija pojma, pa bizgec je, pa niti preveč let, ne bo v redu, ker vam bo nekaj predpisal in mu niti verjeli, ne boste po svoje delali. Prav zaupanje, sodelovanje, obveščanje o težavah, pa se bo vse zrihtalo. Tlak je možno super urediti in ni potrebe, da nekdo v še zaenkrat bogati državi, kot je Slovenija, ne bi imel dobro pritiska zrihtanega. Mora pa nekaj za to tudi sam narediti. Kaj so še hotel reči tu? Ne, teže ni važno. Pravi, urediti krvni tlak. Povišan holesterol, zdaj okrog holesterola je prava histerija. Ne? To, da je holesterol pomemben dejavnik tveganja za koronarno bolezen, o tem ni nobenega dvoma. To so mnoge raziskave na 10 000 pacientih pokazali, o tem ne dvomimo. Ne? Zdaj vprašanje samo, koliko je pa smiselna ta histerija, da nihče več na zahodni polobli nima normalnega holesterola, ker veste, da na starih laboratorijskih listkih, če ste kdaj šli v laboratorij, je pisalo, da je normalen holesterol do 5,7 milimolov na liter. Potem so rekli, da je to preveč, da mora biti 5, pa zdaj Američani pravijo, da mora biti 4, se pravi, počasi ne bo več človeka z normalnim holesterolom, to pa pritiska na nas farmacevtska industrija, da bi pač vsi po vrsti zvečer vzeli kako zdravilo za znižanje holesterola. Ne? Pa kaj še morate vsak dan požreti? Se pravi, zdaj pa še imate tiste mlečne napitke. En je Danakol, mislim, je za holesterol, drugi je Activia, da vas ne napenja, in tretji je Actimel, da ne zbolite z virozo. Ne? Se pravi, vse to pa nas pumpa veliki koncern Danone, ne? Vse to oni proizvajajo. In če gledate zvečer reklame, najprej bo ona, ki je Activia, pa prej je bila napeta, ni mogla med ljudi, zdaj spet človek, ne, in tak dalje, in tak dalje. Zdaj pa imamo še Danakol proti holesterolu. Se pravi, zbudijo nam neko negativno čustvo, ali da smo predebeli, ali da nas napenja, ali da imamo visok holesterol, in potem nam dnevno rešitev v obliki napitka ponudijo, stane 20-25 centov, na primer, se pravi, je poceni in dostopno, in potem to vsi goltajo, ne, od vnuka do babice in tak dalje. V glavnem, holesterol pri tistih, ki so pa zboleli, ki so imeli infarkt ali pa resno anginopektolus, pri tistih pa ga seveda zdravimo agresivno. Priporočamo eno zmerno dieto, nič kaj posebnega, in pa zdravila, ki se vzamejo zvečer. Kajti večino holesterola si naredimo sami v jetrih, in to po noči, tako krivuljo ima sinteza holesterola v jetrih, sinusoido, kot budnost, spanje, velika sinteza holesterola, nizka sinteza. In ta vrh sinteze holesterola je po noči pri človeku, zato se vsa ta zdravila vzamejo zvečer. To včasih pacienti vprašajo, zakaj pa te zvečer? Zato, ker je po noči sinteza večja. Povišana telesna masa, ne, tu so pa številne anekdote, tako kot je gospod direktor že prej rekel, to se pa dogajajo take stvari, ne, tudi na narečnem nivoju, da je to zabavno. Ne. Zdaj, debelost, sploh v tem našem delu Slovenije, je kar spodoben problem. Ne. In da je debelost dejavnik tveganja, sama po sebi, morate vedeti, debelost ni dejavnik tveganja za razvoj koronarne bolezni, smo jo pa omenjali pri povišanem krvnem tlaku, povišano telesno maso neposredno vpliva, delno tudi pri maščobah, in pa smo rekli, glavni dejavnik tveganja sladkorna bolezen, in 85% sladkornih bolnikov je debelih ljudi. Ne? In zaradi teh treh povezav imamo debelost tudi za samostojni dejavnik tveganja. In potem pride včasih tu ljudje moje višine, 1,76 m, imajo pa 135 kg. Ne? Spravi, da jih ima enih 60 nad neko, ne bom rekel idealo, ampak vsekakor pa enih 50 preveč, rečemo. Zdaj pa takemu človeku, ki je star rečemo 50 let, pa ima 50 kg preveč, možete reči, da ni vredi, da ima visok holesterol, pa visok pritisk, pa da je sladkor tudi že nad normalo, se mu sladkorna nakazuje in da se mu vse skup ruši, ne? Da bo moral kot prvo malo zase kaj pomigati pa shujšati. Te prvo je namre, ne? Zakaj ne? To se ne da, ne gre.
ne jem skoraj nič, pa ne gre teža nič dol. Ne da skoraj nič ne jem, pa ne gre nič dol. To je laž, ne. Takega bi moral okrog buhe, samo te prijete vi novinarji, pa si naslednji dan na naslovnici novic, besen zdravnik, primazal za ušnico, nič hudega slutečemu pacientu nekoliko povečane telesne mase. Naprimer, malo se hecamo, ne? Dobro. Ta laže, ne? Potem drugi reče, ja, vete, ne gre, mi smo vsi v rodi taki, kar pomeni, da je cela familija debela. To je res, to ni laž, ne? Ampak zakaj so vsi debeli? Zato, ker imajo vsi napačne prehranske navade. Res pa je, da zdaj pa je naš znanstvenik piše o nekem genoteptorju, ki naj bi bil za debelost, pa tak, ne, vse vete, zdaj na koncu se bo vse na genetiko svedlo in bomo rekli, da smo itak predestinirani in sami ne moramo narediti nič. Zdaj pa če šlen boš rekel, imam gen za Lenovo, kaj te nazaj naredim, ne? Ali pa boš debeli, ker se boš basal, ja, jaz pač imam gen, me sili tjestijo in ne, vse bo to. Ali pa boš koga vbil, boš rekel, jaz imam sigurno nek morilski gen, olajševalna okoliščina. No in te pride enkrat en tak debeli gospod, tudi enih 50 kil preveč, pa malo se rečem, shujšati bo treba. Rekel, vete, jaz sem že shujšal, ker sem bil v šoli hujšanja. No, sem rekel, kak pa je te tam šlo? Rekel, da je bilo super, da so prišli tja, toti debeluhi, ne, reveži, in so prvi dan šli najprej staviti, kjer bo v enem mesecu največ shujšal. In to ti moje zmagal. Šli so postaviti 2 kišti piva. In moje zmagal, ne. On je shujšal v enem mesecu, mislim, 16 kilogramov, požrl pa je tak 2 jogurta pa pol jabke na teden, ne. In je shujšal on takrat enih 30-35 kil, te se pa nazaj zredil, ne. To je vse skupaj brez veze. Tako kot je rekel prej, gospod direktor, jaz včasih malo tak kviz naredim, pa vprašam, koliko bi človek ne shujša tak v enem mesecu, ne. Taki, ki ima 50 kil preveč, te pa rečejo, ja, ne 4 kile, pa rečem, ja, dobro, ima kdo kak bolj pametni predlog, rečejo, 50 kil je dosti, to bi 8 kil na mesec moral, ne. 0,5 do 1,0 kilograma na mesec. Pa je to, če je kila na mesec, je v 2 letih 24 kil, brez neke velike muke. In to se da. Ni lušno, ker si skozi na nekem robu lakote, kar je pri ponudbi hrane, ki je velika zaenkrat zoprno, ne, ampak da pa se, o tem ni dvoma. Vsak lahko, ni pa, mislim, vsak bi lahko, ni pa lahko, tako bom rekel. Evo. Stres. Se pravi, dejavnik tega, na katerega imamo vpliv. Smo rekli, tu nimamo kaj, pa tu nimamo kaj. Tlak znižamo, holesterol pazimo, težo zmanjšamo, stres. To je dejavnik tveganja, na katerega pa imamo tak zmer vpliv, ne, predvsem tu v zahodnem svetu, pa oni na vzhodu tudi se. Tisti se pa sekirajo tudi za vsake pasje fige, ne. Nekaj jim pokažeš, pa jih je že milijon na ulicah, ampak to zdaj pustimo. Stres. Stres, vete, da je nekaj neprijetnega. Pravimo, da je stresno, da smo pod stresom in tega ne dojemamo kot nekaj dobrega, ne. Na cesti je stresno, v službi je stresno, povsod je stresno. Malo ljudi pa ve, kaj stres je. Stres je približno neizživeti adrenalin. A za adrenalin ste pa vsi slišali. Adrenalin je vredo. To je ena reč, ki jo nadledvična žleza špricne v kri, takrat, ko je žival, sesalec, vznemirjena, ko je nekaj ogrozi. Tudi drugi sesalci imajo adrenalin, ne samo človek, ne? In kaj se zgodi? Ko vas nekaj razjezi, trest se začnete, srce začne razbijati, pritisk zraste, to je tisto ko v risanki, ko gre para na uhe, ne? To je adrenalin. Zakaj pa ga potrebujemo? V živalskem svetu je potreben za 2 najosnovnejši reakcije. Ena je beg, ena pa je boj. In za ta kratek čas, da se žival bori ali pa beži, je to dobro. Če pa tebi nekdo špricne adrenalin, pa se ne moš boriti, pa ne zbežati, potem pa to ni dobro, ker te na dolgi rok razjeda. Zdaj, kaj je hud stres, ne? To vedno dam isti primer, tako da vsi razumejo. Recimo, hudo stresno je, če vi hodite v eno službo, pa je nimate tako radi kot jaz moje, pa tam še imate enega zajebanega, hudobnega šefa, ki vas trpinči, ne? Pa glih vas. Si je vzel na piko, nič mu niste naredili, ampak on vas pa drajsa, ne. Beg bi bil kaj? Vzamete knjižico, rečete adijo, jaz se tega več ne grem. Ne morete. Večina ljudi ne, ker ni službe za vsakim vogalom. Boj pa bi bil, da ga premotite, ne.
ali pa strelite, magari. Ja, kaj se zgodi? Prvič se to ne dela, saj smo ljudje, ne živali, in drugič, če pa bi ga res prebutali, vas bo lepo tožil, boste šli v zapor, žena vas bo pustila, otroke s sabo, uničeno življenje. In kaj delate? Nič. Sekirate se. In kam to potem vodi? Ali hujšanje, ko ni apetita, ali prenažiranje, pa debelost, alkohol, mamila, se pravi nič kaj dobrega. Ne? Se pravi, ne izživeti adrenalin je stres in na dolgi rok je to neugodno. Cigarete, predvsem nikotin, je zanimiv z našega kardiološkega stališča, z pulmološkega, pa bolj tisti katrani, padin, pa tiste neumnosti za pljučnega raka, ampak nikotin pa ima precej podoben vpliv na organizem kot adrenalin, se pravi nek trajen stres povzroča v organizmu. Kadilec tega ne občuti, on to občuti kot ugodje, ker ga je že vajen, če pa vi enemu nekadilcu, eni 50-kilski deklici, ki nikoli ni cigareta pokadila, reči, ne, enega skadi, pa fajn inhalira, bo sigurno šla bruhat, pa tresla se bo, pa znojila. Ne? Pravi, en hud stres dela nikotin organizmu. Holesterol naredi bolj strupen, olajša njegovo prodiranje žilno steno in pospešuje aterosklerozo. Včasih tudi, ne, so kaki prišli, je rekla, da kadi ene 3 do 4 škatle na dan, pa se rekel, Madonna, to pa ni vredo, ne? Ja, da je nevarno, tega mi še nihče nikoli ni rekel. Danes tega nihče več ne reče, vse vete zakaj, ne? To tega. Ker je gor osmrtnica na čip, tako da na vsakih zapišene. Pa od začetka je bila vedno prva beseda minister za zdravje opozarja in potem napleta nekaj vse cigarete dela. Se pravi, nihče več ne reče, da cigarete niso škodljive, da mu nihče ni povedal. Se pravi, tudi dejavnik tveganja, na katerega lahko imamo dober vpliv, opustimo kajenje. Kako? Kakor vsak ve in zna. Eni pustijo cigarete čez noč, pa so prekadili 2 škatli, drugi se lotijo nikotinskih obližav, avtogenega treninga, kar čete. Najboljše je pustiti pri miru, pa fertik, ne. Zdaj, če ima nekdo res rad tobak, potem jaz rečem, da ne si 3-krat na leto kupi drago cigaro, pa nekje v miru pokadi za rojstni dan, za božič, pa še enkrat po izbiri, ampak ne reče, da sem jaz to povedal, ne, tako da. Jaz ne spodbujam kajenje, jaz sem proti kajenju cigaret, absolutno. Drugače pa, če kdo tu pa tam cigaro pokadi, pa se mu tega čisto nič ne bo zgodilo. Koristi si pa gotovo ne bo naredil, ne, tako da bo jasno. No, pa še sladkorna bolezen, smo rekli, sladkorna bolezen, vsi veste, da nastane zaradi pomanjkanja insulina, ni dovolj insulina iz trebušne slinavke, zato sladkor prosto kroži po krvi v povišanih koncentracijah, okvarja pa žile, to si zapomnite, vzročno bolezen trebušne slinavke, posledično žilna bolezen. Zelo pomembna bolezen tudi zaradi svoje pogostosti. 5 do 8% ljudi, če vzamemo 6 krat 2 milijona, približno 120 000 sladkornih bolnikov v Republiki Sloveniji, se pravi veliko število. Ampak danes imamo na sladkorno bolezen tudi velik vpliv, se pravi dejavnik tveganja, ki je obvladljiv. Lahko jo odlično zdravimo z ustrezno dieto, tabletami ali insulinom pod kožo. Tak, bodi dovolj. Zdaj pa bi rekli, vsak od nas nekaj od tega ima, nekdo je malo bolj debeli, nekdo je moški, pa malo starejši, ali pa ima sladkorno, ali pa kakega pokadi, ali pa je pod stresom. Ni ga junaka, ki ne bi imel, ne. Kdo ne bi nikoli fasal infarkta? Ena mlada, gospa, lepa, šlank, poročena z bogatim princem, ki jo razvaja do onemoglosti. Tlak ima povprečno 105/65, holesterol 4,2, z veliko zaščitno frakcijo, čika še videla ni, kaj še le pokadila in nihče v familiji nima sladkorne bolezni, tudi ona je ne bo nikoli imela. Tako princesko si lahko narišemo, obstaja ne, tako da mi moramo vedeti, kaj nas ogroža, tisto imeti pod kontrolo in lepo brez skrbi.